ne sme v Južno Afriko. Dole, da se ne... Ja, tam se ne sme, ne? Ampak si poslal, zdaj lahko te tele, ampak v glavnem se pa lahko vse povsod pošiljalo, po celem svetu. In v bistvu, ko si pa enkrat poslal, so potem dobivali posamezni fotografi in drugi pismena, mislim, povabila in si imel trenutku, vse smo včasih na leto poslali na 120 mednarodnih razstav po celem svetu, ne? To je včasih ti dolgo trajalo, pol leta, tudi 3-4 leta. Pa še nekaj je bilo, takrat smo bili vproščeni plačila. Čeprav vem, ker sem jaz vodil to evidenco, sem prav imel, kje ne smemo poslati, ker ne posliti nazaj dobre. Ker se ne plačam, še zdaj imam to evidenco, ker danes že pa... In kje recimo niste smeli? Ja, recimo posamezne razstave v Ameriki, ampak ne vse, ne? Na nekatere si pa lahko, ne? Ampak danes že zdaj tu po Sloveniji razstavi prireje, pa moraš kotizacijo plačati. Res pa je, da danes, ko pošleš na razstavo, ne pošleš slike, ne? Ampak samo to, da piksle pošleš, pa ti oni sliko naredijo, zdaj kako to naredijo, je pa drug problem, ne? Pa kaj s tem, ne? Ampak na ta način se danes gre, takrat smo pa to pošiljali in je to bilo informacije si nazaj dobo, katalog, kaj je bilo sprejeto, tudi to vse ni bilo. V Edinburgu je čist nekaj druga, ali pa v Hongkongu, ali pa nekje še bilo zelo napredno, nekje pa zelo nazadnjaško, ne? Si tudi to imel pogruntano, kam moraš kaj poslati, da uspeš, ne? Ker sprejeta slika razstave je seveda uspeh. Kaj pa, če samo ena digresija nazaj malo, recimo, če se spomnimo, Josi Vidmar ni filma prenesel, ne? Bojda ne, govoril, da to sploh ni umetnost in se di filmu še danes malo otepa ta vidmarjanska paradigma, ne? Kaj pa fotografija? Jaz se spomnim tudi, vi ste nekje govorili o tem, da dejansko to, da v Cankarjevem domu se fotografija razstavljala, je bil tudi kar eksces, ne, v nekih obdobjih. To danes mogoče sploh ne vemo, ne? Ja. Danes je v Cankarjevem domu recimo središče, ne? Ja, mojo prvo knjigo Haloški človek je izdala Delavska enotnost. To vemo, da je bil sindikalni časopis. In takrat je bil nek sindikalni kongres v Ljubljani 82. leta in jaz bi ne imel fotografij iz te knjige razstavo v Cankarjevem domu. Cankarjev dom še takrat ni bil dogoren, se še gradil. Ampak rekli so, kaj se fotografija ne spada v Cankarjev dom, to ni umetnost. Potem je, to sem jaz sicer kasneje izvedel, prevladalo je dejstvo, da sem 2 leti prej dobil nagrado Prešernovega sklada. In tak sem jaz prvič razstavljal samostojno 82. leta. Danes, 30 let kasneje, pa je dejansko Cankarjev dom eden od najmočnejših fotografskih centrov. Fotogalerija je v predverju takšne in drugačne razstave fotografske. Ampak to je 30 let. Ampak kljub temu to je tako. So se skoraj ne predstavljamo, ne, danes? Ne, ampak je, sej, recimo, vse v Mariboru je dolgo časa, ne, kjeri so bili direktorji, Rudolf? Ja, Rudolf, ja. On je bil blazno proti fotografiji, ne. Seveda ti starejši, da ne rečem stari, ne, starejši, niso se učili fotografije, niso tega sprejeli. Svet je pa zelo hitro sprejel, ne, sem v muzeju modernih umetnosti v New Yorku bila na svetovna razstava, mislim, da 56. leta, The Family of Man, mislim, to je preporod v kompletni svetovni fotografiji naredila, ampak to je 56. leta, ne, ampak mi smo zdaj včasih prihajamo na to, ne. So pa ljudje izgibli nekako iz vaše fotografije, zdaj trenutno, ne, da če gledava zadnjo vašo serijo Dvorišča, ki smo tudi Mariboru videli v umetnostni galeriji, se spomnim, ne, nekako ni več ljudi na teh dvoriščih, ne, in hkrati ste pa pokazali Ptuj v neki imenitni luči, ne, recimo, proti Mariboru, ker vsi vemo, ne, da če bi južna železnica bi tudi pomočila čez Ptuj, ne, potem bi Maribor bil Slovenska Bistrica in bi Ptuj bil Maribor in tako naprej, ne. Ja, očitno zdaj ljudje niso več vredni, da je fotografiram, ne. Mislim, ti ljudje, danes je razlika med deželo pa med mestom, to je to in ti ljudje, recimo dogaja se mi to, da v posameznih vaseh, kjer sem ne več slika, pa ne več dobrih slik naredil, da se zdajšnja, da rečem, mlada generacija sramuje mojih slik. Pravijo, da bi mogel slikati asfalt, pa to te hiše, varne pa to, mislim, ne pa to, ker se sramujejo tega, se pravi, vidijo tisto revščino, ker danes vse televizija, mislim, vse samo trobi, samo denar, to je neka vrednota, ne pa življenje takšno, kot je.
kot je bilo. In sem se dejansko spet preko tega, kaj je vrednost slika, sem se odločil za Ptujska dvorišča, najprej poskušal 2004, večina je nastala 2007-2008, vse skupaj pa to bilo za 70-letnico. Takrat sem razstavil, to pa zdaj nadaljujem v smeri prostorov in to je prostor zunaj ali pa not. Poskaz blatom, ne, to zadelate, ne? Ja, v bistvu, mislim, postajam v principu širokokotni objektiv, ker so dvorišča, so na nek način, to je kvadratni format, mislim, je nekako logično, da sem šel na kvadrat nazaj, s tem, da treba vedeti, da sem prvi fotoaparat, ki sem si ga sam kupil, dosti sem delal sposojene, je 60. leta bil tudi, Sleksaret, tudi 6.6. Zdaj si novega kupil za... Ne, tisto, nov objektiv si kupil. Objektiv samo širokokotni, ja. Prav za dvorišča? Prav za dvorišča, ker sem rekel, seveda zdaj, ker je to večja dvoriščna razdalja, moraš v bistvu zaslonku zapreti, nimaš tisto aparat na stativ, ne, in to vse počasi delam, ne, pa dobro moraš pogledati, ker ti ne vidiš z očesom, ko na hitro pogledaš, kaj je gor, ne, ker enostavno to je drugi zorni kot, kot je človeško. In tako sem se začel slikati in gotovo, kak so razkošna dvorišča, kak je tudi včasih pomembni, ne? To smo rekla bolj kot Maribor. Seveda ljudi pa nimam zato, ker jaz hočem tisto, kar je bilo, ne tisto, kar je danes, ker tisto je bolj tak. In pravzaprav tisto degradira tisto razkošno staro. In če si imel človeka na dvorišču, domačina tam, me je motlo. In s tem sem se to izločil. Zdaj danes grem tudi v zgradbe stare, recimo toliko leto se šola na Ptujski gori, kjer je v bistvu moja rojstna hiša, ki je bila zgrajena 1900, zdaj imajo dosti 30 otrok, v 4 razredih, plus en razred je vrtec. Eno razrednice. Ja, in sem v bistvu slikal ta prostor, se pravi, zdaj grem v prostor, ki je še živ, ampak slikam zavestno brez ljudi. Stvari otroške so ostale v razredu, razred je pa bil prazen. Na enak način sem slikal v tej šoli Ludovika Pivka. Spet prazne prostore, ampak ti prostori nekaj povejo, ali je to svetloba, ali je to jedinica, ki grozno deluje, mislim, neprijetno, ampak mislim, sem to hotel pokazati, v kakih razmerah je ta prostor. To je spet jutri nebo. No, arhiv se mi je pa že izselil, predolgo čakal, da bi šel nekaj. Ampak jaz vedno hočem takrat, ko še prostor živi. Se pravi, nek star prostor, da bi tisto, ampak ko še živi. Ampak vem, da jutri več ne bo. Igor, Stojan je nekoč pripovedoval, da on nekako zavestno gre fotografirati. Ne vem, če se tudi gmašno obleče, uredi, ampak gre za nalašč, reče, da bom fotografiral, vse tako sem ga razumel in on 3 dni ali 2 dni bo res delal samo na to temo oziroma s fotoaparatom v roki. Zanima me, če imaš ti mogoče pred samo predstavo ali pred samo premiero tudi kak posebni ritual. Jaz se spomnim, da so včasih rekli, da se ne sme pljuvati, preklinjati. Ja, pa vijolične barve se ne sme nositi v gledališču. Ti se držiš kakih teh? Pa žvižgat se ne sme. Žvižgat, ker si lahko izžvižgam, pljuvan, ker si lahko popljuvan, prekletke. Ja, nimam jaz teh, nimam teh strahov, ne, ali pa... Ampak v glavnem moram reči, da to kar velja. Ja, to gledališču te vraže še zmeraj velja. Jaz sicer nič ne dam, kaj dosti na nje, ampak pljuva res noben ne, žvižga noben res ne, pa tudi opozorijo, recimo mlade igralce, ki pridejo, pa se požvižgajo noter, ne. Je takoj, kakšen se najde in tudi mlajši od mene, recimo, meni to ne mislim, da pride, kakšen, ker so čakaj ne žvižgati, ker to pa je, se ne sme, pa vijoličasti barve se ne. Nimam, jaz moram reči, da nimam nobenih ritualov, ker moje delo je za razliko od njegovega, ki je lahko skoncentrirano na en dan, pa lahko na 1 uro tudi, če ne. Moje delo je ponovadi raztegnjeno na 2 meseca pa pol. Če bi se jaz v tem času držal nekega rituala, bi verjamem, da bi se mi zmešalo. Mislim, da bi se vsakemu ta koncentracija na nekaj. Je pa seveda, ko grem na predstavo, zvečer ta
fokusiranost na ta dogodek, na to vsebino, na to izpoved, je seveda zelo natančna. Kaj pa v slovenskem gledališču misliš, kam gre, kakšno je primerjavi s svetom ali pa vsaj sosednjima državama? Jaz mislim, da je slovensko gledališče v zelo fini kondiciji, vsaj kolikor jaz lahko vidim, tudi ostala gledališča. Zdaj, malo sledim recimo na Dunaju ali pa nemško gledališče, malo hrvaško, srbsko, kolikor pač lahko. To sledim, moram reči, da je slovensko gledališče v zelo dobri kondiciji in ima eno neverjetno srečo. Namreč nahaja se res, tako kot skozi rečemo, na prelomnici. Na prelomnici zahodnega sveta in vzhodnega sveta, se pravi nemškega, germanskega sveta in slovanskega čustvenega sveta. Tukaj smo mi nekje na sredini. Če jih več gledati, recimo nemške predstave so strašno ekspresionistične, igralci govorijo zelo ostro, vse se dogaja tako ostro, meje so take, vse je urejeno, odlično, ampak je vse urejeno, zastavljeno in izdelano. Če greš gledati na Balkanu, so predstave veliko bolj sproščene, so nekako bolj v nekih stvarih malo bolj šlampaste, do zdaj jih zelo tako grdo rečejo, ni nič vtaste. Tukaj smo pa nekje na sredini, zdaj včasih nam vrata eno, včasih nam vrata drugo, ampak moram reči, da imamo strašno dobro izhodišče v tem našem čustvenem pristopu in hkrati v tem našem slovenskem zagriženosti, ker se tudi ne damo kar tako odpraviti, zelo smo natančni, vsaj po večini, zelo hočemo biti natančni in tisto. Hkrati imamo pa to neko dušo, ki pritiče slovanskemu, zelo hitro se jokamo, zelo hitro smo zelo čustveni, Melita oziroma gosta ste za to, da bi še dali občinstvu besedo. Prosim, če kakšno vprašanje, če vas kaj vznemirja posebej draži, zanima, izvolite. Konec konca tudi imajo lahko kaj vprašanje. O čem? O vaju. O vaju. Samo ne ostane medija danes, recimo. Kaj izvolite? Zdaj, če sem jaz, Izvolite. danes smo v Vinskem hramu, vem pa, da ste vi nekoč fotografirali tiste knjigice vina, pa da je tudi zelo, slišal sem, mislim še pa videl, zelo časetljivo, zelo slavno vinoteko na Ptujski gori. Vidite z vina? Pa zdaj da nam vino, Ti si skoraj sosed. Jaz sem skoraj sosed. Tako da, če lahko kaj o tem vino poveste, v vašem odnosu do vina. V bistvu začeti je treba, da sem jaz Haložane spoznal zelo mlad, ko sem s očetom hodil v Gorico na Janške vrt, Ptujske gore peš. Se pravi, to je recimo med 60 in 70 letov. Sem ljudi spoznal, to mi je se kasneje vračalo. Z vinom sem se pravzaprav preko fotografije združil. Vse Viteški red je zdal tudi 70 leti z eno knjigo Halo za vino, kaj še je pravzaprav. In tudi v Etnografskem muzeju je bila razstava približno 30 fotografij. Se pravi, ker me to bilo blizu, sem slikal vinograde, sem slikal te stvari, ker sem jih spet dobro poznal. Začel sem pa seveda v očetovi Gorici trgatve pa tako slikati. Tisto, ko sem rekel steklenice, to sem takrat, ko je Veritas sem slikal, takrat sem se tudi atelje naredil na gore, pa da sem lahko steklenice slikal. In tudi preko fotografije sem postal najprej, mislim, eno od ustanovnih članov Evropskega reda, takrat je bilo še Gradešanski red, videz od vina, potem se je šel v Evropskega. Nekateri smo potem drugi red, slovenski red, videz od vina, danes sem v slovenskem redu videz od vina. Ampak vse to je povezano s fotografijo. Karkoli, vedno je bila fotografija, ni bilo vino osnovno, ampak preko fotografije sem prišel do vina. Seveda pač je vino dobro, rad poskusim, ne pa pijem. Se pravi, iz filmeta,
Ne, poskusim, to pomeni zmernost. Sem se že strašil. Zdaj, če še lahko malo vprašanje popolnim. Zdaj, ravno v tem času, recimo, še v zadnjih 5 let se dosti govori o tradicionalne pridelave vina, pa recimo bolj sodobne. Tukaj sklepete recimo bolj zagovornice, nekaj bolj sodobne, čiste linije. Kaj pa zagovornik česa ste pa vi, recimo? Mislim, jaz sem zagovornik dobrega vina. To je osnovno in zdaj to, kaj dela tiska krit, to je danes moda svetu. Danes so suha vina, mislim, sadna, to se prodaja. Mislim, vse okusi, mislim, lahko je to moda, ampak vse okusi se spreminjajo. Mi nismo tako, recimo Slovenija ni tako veliki predlovaje, da bi lahko vplivala na svetovno dogajanje. To, ko recimo danes sem bral taki, ki v Hongkongu so bili neke volitve ali nekaj, pa so bili francoski specialisti za vino doli in so gotovili, da zdaj Kitajci že delajo francoska vina. In ravno od Rothschilda so ga je več prodali doli, kot ga Franci pridelajo. Prosti se ne bolj elitnega posestva. Ampak, tako da je pa seveda različno, je pa vedno vse vino nikdar ne pije sam. Vino vedno nekdo je zraven. Pravzaprav tega odvisno. Vedno se mora iz tega, ko se poskuša nek dogodek narediti. Pravzaprav tudi od dogodka, od trenutka, ali imaš prazen želodec, ali imaš pun želodec, ali je to zjutraj, pač dopoldne, ali zvečer, ali tak. Vedno se začne z suhimi, pa mladimi, pa gre bolj sladkimi, pa starejšimi, mislim, vini. To je pa zdaj že cela znanost od zadnje. To je pa ni zdaj čisto slučajno, te flaše pa so. Mnogi pravi tudi, ker